Lepo pozdravljeni v Mali galeriji Banke Slovenije na razstavi v iskanju velikega voza, s katero se predstavljajo študentje kiparstva Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Razstava pravzaprav izhaja iz neke specifične produkcijske pozicije znotraj paradigme sodobne umetnosti in naslavlja nekaj, kar pač študentje vidijo kot neko nesorazmerje med širokopoteznostjo izjavljavnosti, velikimi emancipatornimi retorikami sodobne umetnosti in njene neposredne pojavnosti njenih del. In pravzaprav zato je nekako v centru te razstave vprašanje, kaj pravzaprav sodobne umetnosti ostane, ko ji odvzamemo vso to retorično vnemo. Zato nas tudi na tej razstavi ne preseneča, da smo prišli do svoje vrstne izpraznjenosti, ampak tudi do nekega vprašanja, ali je pravzaprav v tej izpraznjenosti pravzaprav neka dejanska vrednost teh del. S tem se nekako bližamo, oziroma nevarno bližamo nekem skoraj da preživetem diskurzu modernizma, ampak to je nek element, ki se ga tukaj ta dela oziroma študente zavestno polastijo in nekako uporabijo sebi v prid. Delo Nine Tovornik na prvi pogled deluje nasprotno tej izpraznjenosti, ampak v bistvu paradoksno počne isto. Pravzaprav prek neke prenapolnjenosti govori določene izpraznjenosti določene geste. Tukaj imamo nek učbeniški neokonceptualni objekt, ki kombinira zelo različne elemente, neko klasično busto, nek dušampovski citat, nek samoizpovedni moment tega zoba tukaj, pravzaprav v nek koktel, ki pravzaprav priča ne o izpolnjenosti, ampak izpraznjenosti določene neokonceptualne formule. Delo Izidore Todorić priča o podobni izpraznjenosti, namreč vzame neko popkulturno ikono in jo pač najprej v neki predimenzioniranosti pač predstavi kot nek zastrašujoč, uncanny objekt. Po drugi strani pač gre za nekaj, kar je istočasno popolnoma prosojnega. Pravzaprav celo svojo prezenco jemlje od te lučite svetlobe, ki nekako polni prostor in je nekako edini način polnjenja tega dela. Delo je pravzaprav v tej redukciji, na tej poti redukcije celo izgubilo svoj podest, svoj postament, ki je nekako stal kot neka izgubljena stopinja daleč stran od tega dela. Maja Gregelj in Lučka Centa s svojim delom povzemata estetiko zabaviščnega parka, ki jo ta razstava nekako zavestno prevzema. In sicer v tej mašini za prodajo kič daril, s katero pravzaprav naslavljata različne probleme dela sodobne umetnosti. Pač po eni strani njegovo fetišistično naravo, pravzaprav neko diskrepanco med tem navadnim, banalnim predmetom, temi kokicami znotraj teh krogov in veliko vrednostjo, ki jo pač naše mokre sanje investirajo vanj. Po drugi strani tudi to dimenzijo potrošništva, pravzaprav umetniškega dela kot slehernega predmeta na trgu. Po drugi strani imamo nek priljubljen reklamni format Air Dancerja, ki ponavadi vzneseno skače, se dviguje v zrak in reklamira svoje produkte, ki pravzaprav tukaj pač postane en utrujen, polzavesten pohabljenec, ki svojo utrujeno koreografijo pravzaprav nekako povzema poanto cele razstave v neki zelo priročni metafori. Namreč nek reven, izpraznjen objekt, ki kot da bi se hotel v tem svojem plesu osvoboditi vseh svojih vpetosti.